Matej Markovič. Ljudje morajo začeti živeti, ker včasih je prepozno. Kdaj je bil trenutek, ko si se ti odločil, da boš začel s temi nekimi velikimi preizkušnjami, kot so maratoni, pa triatloni, pa Ironmani? Ta mentalna moč me je toliko pretegnila, da sem rekel, jaz bom to enkrat naredil. Najslabša stvar, ki se lahko človeku zgodi v življenju, je, da mu je dolg čas. Ker če bi bil moj sin tak, kot sem bil jaz pri 18, bi imel lahko en let house arresta. Telo gre lahko v nedogled. Ko pa glava odpove, pa ne gre nikamor. Mislim, rad bi naredil še 20-kratni Ironman. Za mogoče tiste, ki ne vejo, koliko je to 20-kratni? 20-kratni je 76 plavanja, 3600 kolesa, pa 844 teka. Veliko ljudi na tem svetu je zgolj korak oddaljeno od dna, potrebujejo pa le kanček upanja do uspeha. Prisluhnite zgodbam zmagovalcev, ki jih delimo z namero ustvarjati upanje, da je jutri lahko boljši kot danes. Podelite podcast s prijatelji in znanci, ki potrebujejo inspiracijo. Da ugotovijo, da je v življenju možno res čisto vse, če se tega lotimo na pravi način, s pravo miselnostjo. Gostje podcasta to dokazujejo s svojimi izkušnjami, ki jih delijo z nami. Kako nam lahko pomagaš? Oglej si epizodo, lajkaj, komentiraj, podeli, doniraj ali nam označi še koga, da njeno ali njegovo zgodbo izpostavimo na našem podcastu. Sem Rok Slama, moderator podcasta Zgodbe zmagovalcev in resnično verjamem, da tudi ti zmoreš. Sedaj pa uživaj v ogledu. Ti si bil nekdaj fit ali si tudi imel kdaj izziv? Ne. Potem v bistvu ne veš, kako je dejansko. Ne, pa bi imel izziv. Jaz bi imel sam izziv to. Mislim, zato, ker vem, ko imam pri vsem tem znanju pa motivaciji, ki ga imamo, bi rad štartil z enega drugega začetnega položaja. To veš, da je bil en trener, ki je dejansko se zredil namenoma, zato da je potem dokazal, kako shujšati. Ja, verjamem. Mu je ratalo, je pa priznal, da je to ful velik izziv. Ja. To je prva zadeva, druga zadeva moš povedati, da ima telo spomina, mišica ima spomina. In je veliko lažje nekomu, ki 20 kg zdaj nabaci gor namenoma, potem dol pobrati. Ker približno en let traja, da se telo navadi na neke nov rituala, a veš, in mu je, tako da. Bom rekel, hvala Bogu, nisem imel tega. Nisem imel niti možnosti. Lahko zrihtava, veš? Jaz rekel, še vsaka punca, ki je bila z mano, se je zredila v življenju, tako da lahko ti pomagam, samo se moramo družiti. Matej Markovič. Ti si Sloveniji znan kot v mnogih vlogah. Dobrodelnost, ultramaratonstvo, triatlonstvo, ironmanstvo, kaj še vse, ni da ni. Jaz ne vem, kako me ljudje poznajo, eni po eni plati, drugi po drugi. Je pa resno, da sem probal nekako, če damo na rekovajih, ta zaščitni znak je moja nekako povezava dobrodelnosti pa ekstremnega športa in mislim, da me večina v bistvu po tej plati pozna. Kaj pa bi rekel, da greva kar direktno notri, kaj bi ti opisal kot svojo največjo zmago, na katero si ti najbolj ponosen? Vsekakor deleč od tega, kar sem prej rekel, da me ljudje poznajo, ampak je to družina. Več 5 otrok, dosta taka kompleksna zgodba, sej to ljudje že poznajo, 5 otrok iz 4 različnih vez, pa kljub temu imam zdaj v bistvu eno tako, bom rekel, lepo zgodbo. In sam pri sebi sem ponosen predvsem na to, da sem uspel čez vsa ta težka obdobja iti, čim manj škodoval otrokom seveda, in da imamo zdaj eno tako harmonijo. Tako da v bistvu še zmeraj sem tukaj najbolj ponosen na to. Imaš z vsemi odnose lepe urejene? Ja, imam super odnose, ne seveda samo z otroci, ampak tudi z bivšimi, tudi tukaj štima vse po dolgem času, tako da je super. Verjetno bilo tukaj ful dela v odzadju? Ogromen, že sam to, da bom rekel, pri vsem tem tempu, ki ga imam, se že 11 let vozim vsak teden na drug konec Slovenije, zato ko imam tam eno izmed hčera. In ni lahko, ampak je pa vredno. Vsekakor je vredno.
Tako ste skupaj trenirate ali dejansko se posvetiš bolj očetovskim vlogam, kot je igra, recimo, če so mlajši ali pa, ne vem, da greste skupaj v kino. Z otroci? Ja. Ne, mislim, z otroci so aktivni, ne? Vsak na svojem področju, ne? Saj veš, tako je, kako gre najstnik skozi neko obdobje, ne? Seveda včasih je veliko več športa, pol se zgubi, pol se spet najde, ampak sigurno je šport oziroma aktivni način življenja del naše družine. Lepo. Kdaj si ti vstopil v šport v življenju? Ko sem se rodil. Ko si se rodil, ok. Ne, ja, veš kaj, v bistvu moj oče je bil cel življenje športnika, in zelo hitro je oba dva z bratom v bistvu pelil v šport, najprej v smučanje, potem sem bil kar nekaj časa v nogometu, potem sem pa najdel bom rekel, klic, po tem vzdržljivostnih športih, predvsem po ekstremnih športih, no. Tako da moram reči, da od nekdaj, no, nisem imel nikoli nekega obdobja, ali pa je bil redko obdobje, ko sem se malo izgubil, no, za pol leta, no. Ampak nikoli tako, da ne bi vsaj 3-krat na teden nekaj zase naredil. Ja. Trenutno si pa bolj kot ne fitness trener, če bi te kako opisal, ali bi ti drugače opisal to vlogo? Ne, sebe ne opredeljujem kot fitness trener, to je zgolj ena izmed komponenta. Je res, da sem v zadnjem obdobju začel razmišljati malo kot šport, kot investicija vnaprej. Ker vse, kar delaš v ekstreme, kjer greš v ekstreme, ni dobro. Se mogoče nisem jaz ta pravi naslov, da bi to govoril, ampak bom rekel, sem spoznal, da kombinacija neke vzdržljivostne vadbe, fitnessa oziroma vadbe za moč je tista primerna kombinacija, ki te pa lahko na dolgi rok pripelje. Ker zdaj, pri 60 ti pokale, ki jih imaš na polici gor, šteješ, a je tisto več vredno ali je vredno to, da boš pri 80 letih z vnuki, pravnuki lahko neki, ne vem, delu, ali pa šel z biciklom na Vršič, ali pa še zmeraj tekel 10 km. Tako da v bistvu se gremo v to smer, da bom probal ohraniti, biti fitno, pa na dolgi rok delati. Jaz se tukaj te moram pohvaliti, jaz sem bil na parih tvojih treningih in kar mi je bilo všeč v bistvu v tvojem tem communityju, ker to je skupnost, to sploh res ni fitness, je res skupnost, pa bil sem celo povabljen na tisto žurko prednovoletno, kjer sem videl, da se to res povezanje je nenormalno. Ampak kar mi je bilo všeč je to, ker prišel sem tam izven forme, še z neko poškodbo in res si dal tisti kanček, ki je bil meni pomemben za to, da sem lahko oddelal vaje do konca, ravno prav, in se ne počutil, da sem slabši ali pa boljši od drugih. A to vedno delaš na ta način? Ja. Zato to v bistvu jaz nimam nobene reklame. Nikoli nisem delal reklam, zmeraj je tako iz ust do ust, kar je najboljša reklama. Konstantno iz leta v leto rastemo, tako da že dosegamo nek maksimum. Je pa tako, biti trener je mnogo več, kot imeti strokovno izobrazbo, znanje na strokovnem področju. Moraš biti marsikaj več, moraš biti psiholog, moraš imeti ta občutek za ljudi. Tudi recimo pri nas imamo ta family friendly gym, se sam poznaš, se pravi, da lahko pripeljejo otroke zraven, marsikdaj otroci zraven trenirajo, če ne drugega, kasneje se lahko priključijo potem, ko mogoče pride v ta leta, ko so primerne tudi za neko tako malo bolj intenzivno vadbo. V bistvu jaz po teh letih izkušenj, zdaj že vem, ko mi nekdo stopi v trening center, že vem, ali je imela slab dan, ali je unga razkurila žena doma. In včasih je to tako, včasih moraš koga spodbuditi, ga malo v pozitivnem smislu kakšne grde besede nameniti, zato da ga nahajpaš. Včasih moraš pa enostavno kakšno vadeče objeti, prijateljsko seveda, pa reči, saj bo, ti samo deli ta trening do konca, pa boš videla, čez 1 uro bo vse lepo. Tako da ja, mora biti danes v bistvu še posebej, ne govorim zdaj kot trener profesionalnim športnikom, tam ni nekih čustev veliko. Ampak če pa delaš z normalnimi smrtniki, z normalnimi ljudmi, ki imajo družine, službe, take in drugačne probleme, moraš pa pristopati čist drugače, kot pa samo kot po strokovni plati. Se strinjam tukaj, to je bilo meni ful všeč, ker sem lahko prišel s tam malim in se on tam igral, sicer kdaj tudi kakšno špičo in bilo treba vmes prekiniti trening, ker je bilo treba nujno iti na WC in podobne zadeve, ampak
Ja, ta del mi je res všeč, pa ko sem videl tudi druge otroke, da so malce zraven potrenirali, pa tako dalje. Na žurkih pa ni bilo. Ne, žurka je pa rezervirana za nas. Kar se zgodi na žurki, ostane na žurki. V glavnem, druga tvoja vloga je, da si še vedno vojak. Ja? Res je. Kaj točno počneš v vojski? Jaz sem v bistvu, bom rekel tako, da bo ljudem razumel, nekako poskušam na generalštabu Slovenske vojske pokrivati področje sociale, tudi športa, v bistvu delo, ki je pisano meni na kožo. Sem pa v vojski že od leta 2004, zaposlen kot neke vrste inštruktor za šport bil in tisto delo mi je tudi omogočeno, da sem jaz potem ustvaril neko, bom rekel, ultratriatlonsko kariero, ne? Ker nekaj tazga se ne da ob družini pa vsem tema. Moraš imeti časa, moraš nek najde tisti, ne vem, 2, 3, 4, včasih do 6 ur na dan. Ne? In zdaj meni je takrat Slovenska vojska to omogočila. Ne? Na nek način mi je bila tudi izhodiščen položaj za to, da smo začeli s humanitarnostjo. Ne? In s temi plastičnimi pokrovčki pa to, ki smo jih takrat zbirali po Sloveniji. Tako da v bistvu še zmeraj pa vojska tista, ki mi omogoča, da lahko vsak dan opravim 1 uro treninga, kar pomeni, da pa šparam 1 uro na dan, ne? Da mi ni treba to, ne vem, popoldne, ko so otroci ali pa pozno zvečer ali pa zgodaj zjutraj, tako da to je to. Top. Kaj pa, tretja tvoja vloga je humanitarnost na nek način, se pravi, vodiš različne projekte, soorganiziraš, ker vem, da imaš tudi ekipo za sabo. Je še kakšna vloga, poleg torej potem še na koncu dneva očeta pa moža? Se pravi, trenerstvo sva, moj lastni šport sva, vojska sva, humanitarnost sva, pa tista glavna stvar, se pravi, družina. Tukaj mi v bistvu največ časa pobere, tudi to, poleg trening centra, vodenja trening centra, imam še 2 firmi, ki jih pokrivam, kar se tiče treniranja. Tako da je res v bistvu včasih zelo naporno, ampak enostavno uživam v tem, kar delam. Sicer to za sabo potegne določene stvari, plačaš en davek, sicer ne vem, kako se vlajaš na kavč pred 9 zvečera, pa še takrat ponovadi belkane knjige ali pa te zadeve. Tudi kakšno pivo manj s prijatelji spijem, čeprav se potrudim, da ohranim neko zadevo, ampak se pravim, uživam. Kako ti dejansko rata? Zdaj, če pogledamo, ti si 8 ur na dan v službi, rečemo približno verjetno, res da treniraš vmes, ampak ti imaš potem še svoje treninge za zunanje, za druge ljudi, imaš te projekte, si torej oče, si mož, a imaš ti to organizirano urnik, ali je to vse intuitivno, kaj tukaj delaš za to organizacijo? Bom razložil prve 3 dni v tednu, recimo, da ljudje lažje si predstavljajo. Pač zjutraj 15 do 5 vstajam, zaradi tega, da naredim tiste pol ure zase malo razteznih vaj meditacije, ker sem pač gotovo, da to rabim. Grem v službo, tekom službe naredim v bistvu ponedeljek seveda svoj trening, malo čez 2 grem iz službe, zato ker pokrivam eno firmo in približno pol 5 pridem v Trebnje, ker zdaj tam živimo. Pobašem, ta najmlajši napeljem na hip-hop v Novo mesto, prideva nazaj in potem smo tiste 2 uri skupaj, pol ob 8 pa žena gre na svojo rekreacijo, in jaz dam otroke spat in pol imam dejansko v ponedeljek tisto, kakšno, če ne zlagam kakšnega perila ali pa kaj nujenega, kar moram še narediti, imam nekje uro pa pol recimo tistega časa zase, da lahko malo preberem, počakam ženo, da pride okrog 10:30 in to je to. Potem se pa začne ta 2 dneva, ker sem pri meni malo bolj nahajpana, se pravi, isto seveda se zgodba zjutraj ponovi, naredim dopoldne svoj trening v vojski, potem odvodim trening še za sodelavce, ki jih imam. Od 3 grem iz službe in sem od 4 do 9 zvečer v telovadnici, tam naredim še en svoj trening. V sredo se dopoldne zgodba ponovi, s tem, da imam popoldne spet eno firmo in nekje ob 3:30 štartam iz Ljubljane in sem ob 5 popoldne na Koroškem, kjer ob 9 zvečer hčero oddam in nekje ob 10:30 pridem domov. Tako da, to so 3 dnevi, da boš malo dobil predstavo, kako je na eni strani pač se marsikaj zgodi, seveda na drugi strani pa tudi zahteva neke energije pa volje v tebe. Ampak je pri tebi to zapisano v nek urnik, v smislu, tako bo, ali je tudi fleksibilnost? Ker kaj se zgodi, recimo, en otrok zbudi?
Jaz sem na bolniški. Ti si na bolniški. Ja, In kaj pol, spustiš treninge ali jih najdeš seveda. način, da jih oddelaš? Ne, lej, tukaj so prioritete. Okay. Meni so popolnoma jasne prioritete, jaz se pač probam držati nekega urnika, zato ker je to lažje, ne glede na to karkoli, tudi vse ostale in polagam na srce, da če hočejo nekaj v življenju spremeniti, ali pa da jim bo lažje, morajo imeti nek urnik. Seveda ta urnik se pa glede na prioritete spreminja. Če se zadeva naredi tako, da jaz ne morem 2 dni treninga narediti, pač se ne bo svet podaril. Tudi konec koncev me trener moj uskoči, pa namesto mene naredi, ali pa firme pokriva nekdo drug, ali pa se s hčerjo zmenim na Koroškem, da namesto srede pridemo petek, pač vse se da spremeniti. Je pa res, da pa najbolj funkcioniram, če imam vsaj ta del pokrit tako disciplinirano po nekem urniku. Se kdaj zgodi, da zjutraj spustiš tiste pol urce raztegovanja, pa to, da rečeš, danes bom pa še malo odspal? Ne. Pa moram reči, da niti ni bilo tako težko, čeprav jaz nisem jutranji tip, jutranji tip, ampak nekako pač sem si zadal v glavo, da rabim teh pol ure. In seveda, tako kot vsaka stvar, en teden je malo težje, se mogoče prilagajaš na temu, pa gre. Ker to je tudi tako, nekateri bi radi, recimo, nekateri radi tečejo in ne najdejo časa čez dan, zvečer, karkoli zaradi svojih obveznosti. In vsakmu takmu jaz predlagam, tako sem tudi sam sebe določeno obdobje motiviral, mislim, da sem takrat celo ob 4 zjutraj vstajal, ampak sem sam sebe vrgel na finto na tak način, ker sem vedel, da če bom jaz zdaj rekel, ob 4 bom vstal, pa bom 15 km odlaufal, no go. Nimam več takih ciljev, pa take motivacije. Sem pa začel na tak način, da sem rekel, ob 4 bom vstal, pa bom samo 1 kilometer odlaufal. To je vse, kar bom naredil v tem dnevu. In ker sem vedel, da je to samo 5 minut enega matrenja, pa bom pa lahko šel noter, se stuširal, pa šel v službo in se na tak način v bistvu nekako povečeval zadeve in da sem lahko recimo potem normalno ob 4 vstal, imel v zavesti, da bom 10 km odlaufal in to je to. To so take majhne finte, ki sam sebe okrog prineseš. Torej z majhnimi koraki pridi do visokih ciljev. Tako. Mogoče ena takšna zanimiva vprašanje z moje strani. Kolikokrat na dan se ti stuširaš, če toliko treniraš? V bistvu, tako, jaz v bistvu v torek pa v sredo vstajam v Ljubljani, ker imam še stanovanje tukaj, zaradi tega, ker tako pozem pridem v Ljubljano oziroma končam. In moram reči, v četrtek prinesem za dober stroj enih prešvicanih cun, tako da v moj avto se vsest, je tako malo kritično, ampak ja, kar doskrat. Okay. Velika potovalka gre v torek zjutraj z mano v Ljubljano. Zanimivo. Ok, se pravi, če pa gremo zdaj malo skozi tvojo pot, kako si se tukaj postavljal. Kdaj je bil trenutek, ko si se ti odločil, da boš začel s temi nekimi velikimi preizkušnjami, kot so maratoni, pa triatloni, pa Ironmani in sploh na koncu dneva ta deka? Zdaj sem dogodek, oziroma trenutek, ki se je zgodil, da sem šel sploh v triatlon, ker nisem bil nikoli triatlonc, ko mi je slučajno v roke prišla ena revija. Triatlonska revija, 220, se imenuje Triatlon, in tam je bil en članek o 10-kratnem Ironmanu. In mene je fasciniralo tisto, ko sem tisto prebral, ne toliko, da so toliko take razdalje premagali, ampak predvsem, ko so opisovali, kakšno mentalno moč morajo imeti te ljudje, ker to niso super atleti, kot bi si nekdo mislil. Pač to so navadni ljudje. Jaz sem mnoge v teh letih, ko sem tekmoval, mnoge spoznal in nekateri imajo res zanimive zgodbe za sabo. Pač mogoče tako kot eni odvisniki, so nekateri pač neke svoje travme iz preteklosti zdravili skozi triatlona. In v glavnem ta mentalna moč me je toliko pritegnila, da sem rekel, jaz bom to enkrat naredil. In pri meni je to tako, ko se nekaj odločim, pol grem v to. Moja žena bi rekla, da najprej skočim, pa rečem hop. In takrat sem se pač odločil, da bom to naredil. In to se je zgodilo na morju, ko sem dobil to revijo v roke. In vem, da sem že z morja klicaril ljudi v Ljubljano, da so me povezali takrat, v bistvu je bil v špici Miro Kregar,
da so me povezali, pa pol posledično z Igorjem Kogojem, da so me povezali s temi trenerji, ki so malo več v Ironmanu oziroma celo več vedeli. Ne? In takrat se je v bistvu ta moja pot začela in pol tisto, kar se lotem, no, se načeloma lotem na polno in tako se je začelo. Ok. To, zanimivo. Sem imel vprašanje in zdaj izmenil. Omenil si spravi, da dosti se jih loti zaradi nekih travm. Si tudi ti mogoče zaznal, da je bilo neka travma, ki si jo ti razreševal skozi vse te teke preizkušnje? Nikoli. Ne, jaz sem imel čudovito otroštvo, vse je bilo štimal, tako kot je. Je pa res, da mi je pa pomagal mogoče skozi to obdobje, ne, teh ločitev pa vse teh zadev. Predvsem iz tega naslova, ne, ker ko imaš ti nek problem, ne, recimo govorimo o partnerskem problemu, čist primer. Če si ti noter v stanovanju, ne, se ta negativna energija zadržuje v tem stanovanju. In enostavno zelo težko rešiš. Če greš pa ti v bistvu ven, pa greš, ne vem, za 1 uro teč, ali pa na kolo, ali pa na sprehod, ali pa karkoli, si pa na zraku, spustiš to negativno energijo ven, imaš čas 1 uro, recimo, da razmišljaš trezno, ker se veš, tiste efekt ni nikoli tisto, kar je na koncu pride ven. In priješ nazaj čez neko novo energijo, sam si zadovoljen, ker si nekaj zase naredil, hkrati pa z neko čisto glavo, in veliko lažje rešuješ te zadeve. Ker jaz pravim, najslabša stvar, ki se lahko človeku zgodi v življenju, je, da mu je dolg čas. Ja? Če človeku dolg čas, dela neumnosti. Ja? Tako da, sicer, hvala Bogu, jaz ne vem, kaj je dolg čas, ampak vem pa, da ljudje, ko padejo v neko rutino, služba, ki jo načeloma, ne vem, niti namarajo, ampak istočasno ne bi spremenili, pa pol pridejo domov, pa padejo v neko rutino, ker ne vem, televizije, prehranjevanja, zdravega seveda ponovati, to je, mislim, da je tisto, kar bi ljudje mogli delati na sebi, da najdejo nekaj, kar jih veseli, kar jim zapolne čas, in mislim, da bi bilo marsikakšen problem bi bil rešen. Je pa zelo zanimivo, ker teorija pravi, da recimo otroci se morajo malo dolgočasiti v življenju, zato ker takrat razvijajo dejansko miselne sposobnosti. Jaz se spomnim, jaz sem imel eno izkušnjo v življenju, mislim, da 4 ali 5 letih smo šli z družino na Ist na Hrvaškem. Se bil že kdaj? Ja. Nič ni gor. Nič. Ja. Zdaj si pa predstavljaj 5-letnik, ki pride dol in je pozabil doma igrače. Ja. Nič nisem imel. In ne samo to, se je bila tista prepričanja, bom itak hodil v vodo, se bom pač tam malo potapljal in tako dalje. No, zgodilo se tisto leto en tanker na sedu in je bilo vse od katrana. Aha. In vode se nisem smel dotakniti. In mi smo bili tam gor, ne vem, teden dni, kaj tašnega, nič nismo začeti. Jaz sem dobesedno takrat, se spomnim, sem vzel baterije, ker smo imeli pa sabo, ne vem, pač naprave z baterijami in sem se z njimi igral, to so bili moji možički. In jaz se spomnim, da se mi je takrat ful imaginacija povečala, pa tudi samo razmišljanje. Jaz bi rekel, da od takrat naprej se ful več zavedam svojega življenja. Z tega vidika bi rekel, da je vseeno mogoče ta dolg čas koristen, sploh v mlajši starosti, potem pa verjamem, da je, predvsem ko dozorimo, naši možgani postanejo potem, da rečemo, nas skuša premamiti res v to neke odvisnosti in negativne vzorce. Mislim, sigurno bom rekel, jaz mislim, da ne glede na to, koliko aktivni so otroci, pa bom rekel, zdaj bom vzel primer naše najmlajše 2, 6 pa 8 leta, imata toliko obveznosti, da jih morava bremzati. Se pravi, to pa ne moreš več, imaš že toliko in toliko stvari. Pa kljub temu, imajo otroci čas. Imajo otroci čas in za risanke, in za ustvarjanje, in za branje, in za ne vem kaj. Tako da, jaz pač ne zagovarjam tega, da pravijo, zakaj preveč forsiraš otroka v 3/4, ne vem, glasbeno, tuj jezik, en šport, to 3/4. Mislim, da če vse to otrok dela, pa v šolo hod seveda, ima še zmer dovolj časa, da lahko se igra, se pravi, da lahko risanke gleda, da lahko s prijatelji vseeno. Kakšna je dejansko razlika med najstarejšo pa najmlajšim?
Najstarejša bo zdaj 24, Okay. oziroma, pardon, 23, Okay. Najmlajša pa 6. Spravi 17 let razlike. Tako, ja. Kakšno opaziš ti razliko, glede na dobo človeštva in načine, kako moraš z njimi danes delati, pa kako si dejansko 17 let nazaj delal pri isti starosti, ker danes je ful več tehnologije, danes je ful več impulzov iz vseh strani. Se ti kaj drugače obnašaš, vidiš kakšne razlike ali dejansko uporabljaš podobne Drugače, principe? kot si se do najstarejše, pa do Ja. najmlajše? Ja. Ne. Spravi, ko je bila najstarejša v istih letih, kot so zdaj najmlajše, ne? Si kaj mogo drugače, ker se mi zdi, da takrat ni bilo niti še toliko aktivnosti za otroke na nek način. Pa aktivnosti so skozi bile, a ne, saj konec koncev, če ne drugega, so pa malo več bili vzuna, ne, pa so se, ne vem, igrali s kakšnimi drugimi stvarmi, ki se danes pač, ne vem, te generacije ne znajo več, a ne. Ampak jaz mislim, da moja zgodba se sigurno ni spremenila od najstarejše do najmlajše, ne, ker ti imaš otroka, da sam ogromne ljubezni, a ne. Pa predvsem, ko pride seveda, ko so mlajši tudi neke vzgojne usmeritve, ne smeš odstopati od tega, ne. Pol, ko pride pa v bistvu najstniška leta, ne, moraš jih pa razumeti malo. To ni permisivna vzgoja. Sam jih moraš razumeti. Ne. Pa če zmer, ko ne vem, zdaj star sin je 18, ne, ta velika je 23, jaz se zmer recimo pri sinu preden karkoli rečem ali pa naredim, ne, se zmer vrnem jaz nazaj. Kakšen sem bil jaz pri 18 letih. Jaz mislim, da to ljudem manjka. Dajte se vrniti nazaj, ne. Pa pomislite, kakšni ste bili vi. Ne. Ker če bi bil moj sin tak, kot sem bil jaz pri 18, ne, imel lahko en let house arresta. Ne. Če se razumem. Kaj še pa si bil ti? Mislim, nisem bil baraba v tem smislu, ne, grdem smislu. Bil sem aktiven, ne, probal sem vse, kar je bilo možno probati. Ne. Verjamem, da sem staršem marsikakšen si v las povzročil. Bom rekel, bil sem normalen otrok. Bil sem normalen otrok, tako kot smo bili mi vsi. Ne. Moš tam pa tam kakšno pizdarijo narediti, moš probati, tretji probati. Ne. Ampak dokler ohraniš seveda tisto neko, bom rekel jaz, občutek do sočloveka, ne, da nisi žaljiv, da nisi nasilen, agresiven, te zadeve. Ne. Potem ti je vse dovoljeno. Na tak način sem jaz zelo lahko šel skozi obdobje najstništva in pri sinu in pri hčeri. Pa če sem tukaj zraven kot podpora. Jaz sem glavni podpornik tukaj pri obeh, super odnose imamo, super odnose, recimo hčera, če karkoli mene pokliče. Ne imamo mene, ker tudi seveda, hčera je pa zdaj druga skrajnost, se veš, kako smo učetje, s pištolo za pasom, ko pride hčera v obdobje. Ampak ne, jaz sem zmer podpiral, zmer razumel, tako da jaz mislim, da če potegnem črt, samo veliko ljubezni pa razumevanja. Lepo, hvala ti. Ok, se pravi, 10-kratni Ironman. Ta pot ni bila samo navzgor. Ti si kdaj si dosegel dejansko cilj, da si ga pretekel, ker je leto bilo to? 2017. 2017, predtem si pa že enkrat poskušal, ne? Ja, jaz sem v bistvu 2006 se odločil, da bom enkrat to naredil. In nisem si dal jasnega cilja, čeprav je bil takrat 2008-2009, ko sem na nek način bil najboljši na svetu, je bil idealen pogoj, da je to uresničen, ker sem bil res tudi fizično in mentalno zelo dobro pripravljen. In tudi 2009 sem šel v bistvu na podobno varianto, s tem, da druga verzija, ker to verzija, ki sem šel jaz, najprej vse odplavaš, vse odkolesariš, vse odtečeš. Tista verzija, ki sem šel pa 2009, je bilo pa vsak dan en Ironman. Pač, aj to lažje ali težje, ne vem. Pač, ne. In ja, takrat smo bili v Mehiki in bom rekel, da sem že po 4 dneh, sem že, mislim, da 7 ur prednosti pred svetovnim rekordom. Zelo, takrat sem bil res dobro pripravljen. Ampak takrat je bila kombinacija mojih zdravstvenih težav, očetovih zdravstvenih težav, ki so ga takrat v bolnico nekaj odpeljali. Tako da, in pri teh ekstremih je tako, telo gre lahko v nedogled. Ko pa glava odpove, pa ne gre nikamor. In meni je pač takrat glava odpovedala in enostavno ni bilo možno, tako da sem odstopil. Ampak mi je pa
sem pa svoje sanje oziroma svoj cilj pa še zmeraj obdržal, na visokem nivoju, tako da sem vedel, enkrat ga bom dosegel in 10 let je trajalo, da sem ga dosegel. Ne mi povej malo o tistem, ko si tekel in 4. dan, kaj ti je šlo po glavi, kaj si razmišljal, nehati, ne nehati, ustrajati, pač kako, če se spomniš malo, kaj se ti je takrat? Takrat, ko sem odstopil. Ja, se pravi, kaj se ti v glavi dogajalo, kakšni so bili občutki? Seveda, takrat, ko sem odstopil, so bili občutki čisto ok. Zato, ker sem namenoma prelaufal, če se dobro spomnim, 4. dan 40 km, 42. Ne, da ne bi mogel še 2 km, ampak sem namenoma takrat odstopil. Zakaj? Zato, ker če bi pretekel še 2 km, bi zaključil 4. dan, in bi imel pol, v bistvu 12 ur cirka časa, da se premislim. In da spet štartam 5. dan. In tega nisem hotel. Okay. Tega nisem hotel, ker seveda, normalno, pol, ko enkrat rečeš konc, ko odložiš stvari, mogoče, ko se usedeš na avion, pol razmišljaš, pa zakaj ne. Ampak stvar je mogla prijeti taka. Mene je ogromno v življenju se to pokazalo, da ko prije do nekega trenutka, ki misliš, zakaj se ti to dogaja, zakaj se ti ta kravica dogaja, ne vem, zakaj se je to meni zgodilo, se pol izkaže, da je to bilo must be. In da dejansko je bilo to samo en korak, ki si ga mogel narediti, zato da si pol šel naprej. In kaj si ti dobrega potegnil iz te situacije? Da vem, kaj so v bistvu prioritete. Da vem, kaj so prioritete, da to, da sem jaz recimo, da bi mogoče ogrozil svoje zdravje na ta način, da bi mogoče ogrožil zdravje očeta, ki bi mogel biti še 5 dni, 6 dni z mano tam, da ni nobena stvar toliko vredna, noben cilj toliko vreden. Nobene stvari, mislim, v mojem življenju nobena, recimo po športu, ni toliko vredna, noben pokal, noben medalja, noben rekord, ki bi lahko recimo mi čez družino nadomestil. Kaj bi potem razlog, da si čakal v bistvu teh 8 let, da nisi rekel drugo leto ali pa čez 2 leti že, ko si bil še, rečemo, bolj mlajši? Ja, jaz spet prioritete, včasih denaren, ena takle recimo 10-kratni Ironman, mene prije 5,000 evrov. Me je prišel, zdaj najbolj še več. Čas, ki sem takrat ustvaril, dvigal trening center, pa bil malo več z družino, pa vse te zadeve, vse to je v bistvu nekako, rekel, pretehtalo to, da bod potrpežljiv, čaki, bo prišel trenutek. In tudi jaz še danes nisem nehal s svojimi podvigi. Jaz imam svoje cilje, ampak bom po mojem mogel zaradi vsega skupaj mogoče še par let počakati, in ko bom videl, da je primeren trenutek, takrat bom recimo se tega en let prej lotil, ker glavna stvar je tukaj mentalna priprava, ne fizika. Fizika pač pri meni štima. Moraš se pa recimo en let prej mentalno začeti pripravljati na en tak podvig. Tako da prioritete. Kaj pa je tvoj naslednji cilj večji? Se ne vem, če lahko znam. Se zato vprašam? Ne, hecam se. Mislim, rad bi naredil še 20-kratni Ironman. To imam v glavi. Ali pa 20-kratni Ironman je problem samo v tem, da je dejansko si odsoten vsaj 3 tedne, če ne en mesec. Ker pač dirka toliko časa traja. In trenutno v tej fazi si ne predstavljam, pa vse bi šlo, služba bi šla, trening center bi šlo, družina je trenutno problema. Ali pa da se tako fizično pripravim, da bi probal odkrito naskakovati svetovni rekord. 10-kratni Ironman. Za te svetovni rekordi univerzalni, ali so po nekih kategorijah, moški, ženske, starost? Ja, in tako dalje? Mislim, zdaj starost, mislim, da v tej ultratriatlonski organizaciji nimajo po starosti, imajo pa seveda ženske, moški, to pa imajo. Ok, sprejeti bi šel na tistega svetovni rekord največji. Šel bi, to ne pomeni, da bi ga dosegel, ampak bi pa pač cilj, zato ker to je spet neka motivacija dodatna. Ko 10 zvečer mogo iti trening narediti 3 urni, da vedo, zakaj grem. Za mogoče tiste, ki ne vejo, koliko je to 20-kratni? 20-kratni je 76 plavanja, 3600 kolesa, pa 844 teka.
Toliko poprečen človek naredi v 10 letih. Ne? Saj lahko če posebej primerjam. Wow. In kje pa se to sploh izvaja? Mislim, kje lahko narediš nekaj takšnega? Zdaj, če dalje več, tudi v bistvu Evropa, no? Včasih, bom rekel, mogoče bi tudi takrat problem 2008, 2009, ko sem jaz dirkal, je bilo takrat samo čez luža, v Mehiki. Zdaj se je pa zadeva, ta ultratriatlon zadeva se zelo, zelo razpasla. In v bistvu zdaj je tudi že v Evropi, seveda, moš vedeti, da če je to v Evropi, je že zaradi letalskih kart pa vsega skupaj veliko cenejša. In to je tako, tudi, ne vem, bom rekel, zdaj sem zmislil 30 let nazaj, na Ljubljanskem maratonu, če je že bil, takrat ni bilo 5000 maratoncev ali pa 3000 maratoncev, kakorkoli. Danes lahko že vsak ta drug, bom rekel, na rekovajih, ne me narobe razumeti, preteče maraton. Ko sem jaz 2krat maraton zmagal, to je 8-urni tek tukaj v Tivolju, pa smo 2krat po 100 km odlaufali, bom rekel, nas je bilo zelo malo, oziroma so te tako treplali, bravo, super si. Danes 100 km teka pravijo cici teka. Hočem razložiti to, da dejansko je šlo, zadeva je šla naprej. Ljudje grejo v ekstreme. In tudi recimo v teh ultratriatlonskih tekmah, dvojnih, trojnih Ironmanih, to je ogromen ljudi. To je ogromen ljudi. In ne vem, ljudje so najbrž najdeli, bom rekel, nek smisel v življenju, hvala Bogu, da je to nek zdrav smisel v življenju, neke svoje cilje, neke svoje želje po dokazovanju, ker vsakeč, ko ti en tak cilj izpolniš, dejansko postaneš za pikico na nekem področju boljši človek, ali pa močnejši človek. In ja, je šlo vse je šlo gor. To so preizkušnje, ki trajajo ful dolgo časa, si rekel. Kaj se ti v možganih takrat razlagaš, ali pa kaj razmišljaš za to, da verjetno odmisliš bolečino na neki strani, in na drugi strani, da imaš vseeno fokus? Vse drugo sam v sedanjosti. Sam v tistem trenutku ne smeš razmišljati. Pač čistko. Ampak je pa zanimiva zadeva, tam razpucaš v 10 dneh, recimo na 10-kratnem Ironmanu razpucaš sam sabo vse. Tam ni fejkanja. Tam si moraš položiti vse karte na mizo. Seveda, nekaj razmišljaš o preteklosti, kako bi bilo, če ne bi naredil tistega, pa bi naredil Malo se s tem igraš, Malo ne glede na to, kakorkoli je, že ustvarjaš neko prihodnost, oziroma si nekje v glavi slikaš svojo pot vnaprej. Glavno pa to se spet ena miselna igra. Skozi se sam s sabo malo pogovarjaš, seveda občutiš bolečino, ali pa neko neugodje. Ampak takrat, če imaš izkušnje, tako kot sem jih jaz v bistvu imel, veš, da to pač tako v življenju pride pa gre. Ko te nekaj boli, veš, da moraš pač stisniti zobe, mogoče pa čez 20 minut boljš, pa je dejansko boljš, pa misliš, zdaj sem pa na konju, zdaj pa to, začneš pritiskati, pa čez pol ure se zgodba ponovi. In to je to valovanje, ki ga imamo tudi v življenju načeloma. Ni vse lepo, pa ni vse grdo, zmer pridejo lepi pa slabi trenutki. Tako da ena taka zanimiva zadeva, ki bi jo vsakmu v bistvu priporočil, pa ne mogoče 10-kratni Ironman, ampak to, da gre iz neke svoje cone obdobja. Če je nekdo do zdaj največ 10 km odlaufal, pejt probat 15. Pa boš videl, kaj se bo v njih 5 kilometrih dodatnih zgodilo. Mogoče se bo pa začel nekaj dogajati, konec konca ti si poslovnež, veš, da se marsikakšna taka zadeva se ti zgodi v takem trenutku, neka nova ideja. A veš, s katere lahko rata nekaj zelo, zelo produktivnega. Si kdaj slišal, da obstaja tudi psihoterapija drugače? Tako, 1 urca načeloma. Bom rekel tako, glede na to, kako sem jaz dal v šport, enega denarja, jaz verjamem, da bi bil veliko cenejši, če bi šel na vsak teden psihiatru ali pa psihoterapeuta. Da si bil kdaj drugače? Nekakšnekoli coachingu tudi, recimo, da si nikoli? Ne. Tvoji trenerji so bili dejansko pač zgolj trenerji za tek, ali tudi to ne? Ne, jaz sem zelo, zelo, zelo hiter, bom rekel, po pol leta nekega treninga videl, da to ne gre skupaj.
problem je bil namreč tem, ker moj trener je bil sicer vrhunski Ironman naš, se pravi ene Ironmane dirko, ne, ni imel pa izkušnje za zadevo potem. Ne. To pa, recimo, če ti treniraš za en Ironman, ne, to ne moreš pol trening plan dati krat 2, zato da greš na dvojni Ironman. Vse nekaj časa sem ga poslušal, pa sem pa videl, da to ne gre. Se moram vsak drug dan 5 ur laufati. Ne gre, niti mentalno, niti fizično. Ne. Tako da sem zelo hiter šel bom rekel, na svojo pot. No. Pa se malo izkušnje, malo probavanje, kaj vidiš, kaj je, kaj ni. Sem bil pa bolj pa sem še zmerno tip človeka, oziroma tip športnika, ki ne da toliko veliko na kvantiteto, ampak na kvaliteto treninga. Ne. Še posebej seveda, ker poleg treninga imam še vse ostalo, ne, in enostavno ne gre. Ne, ker glava je močna, ne gre, ne, sam telo do ene mere zmore, pa ne. Ne. Kakšen bi pa izgledal dejansko povprečen dnevni trening za 10? Kako bi izgledal? Dobro vprašanje. Ko sem dirkal svetovni pokal, pa ko sem imel možnost, če govorim o času, mislim, da seveda mlajši, ne, je bil tudi 30 tedenski urnik. Prav, da sem tudi po 30 ur na teden treniral. Ne skozi, ne, ampak ne vem, zdaj en primer spet, ker sem dal prej za to, ne, takrat sem živel v Ljubljani, ne, sem si zjutraj, ne vem kdaj, sedel v avto, sem se odpeljal v Vipavo. V Vipavi sem delal. Tam, če bil en tak super dan, da sem imel malo več časa, sem se recimo prišel v Vipavo, sem se sedel na kolo, sem šel za 5 ur na kolo. Sem prišel nazaj, počakal do konca šihta, sem se odpeljal spet nazaj v Ljubljano. Bil z družino do 9 zvečer, dokler niso otroci zaspali, in potem sem se oziral po 8:30, in potem sem šel od 8:30, sem se usedel v avto, pa sem se odpeljal na bazen in sem 2 uri plaval, in sem 11 zvečer, ali pa recimo 15-16 prišel domov, in včasih moram reči, da sem bil toliko zjeven, da se nisem niti preoblekel, ampak sem na kavču zaspal. No. Bom rekel, to je zdaj en ekstrem. Okay. Danes tega ne bi več ponovil. Danes tega ne bi več ponovil, danes bi pač probil delati veliko bolj na mentalni pripravi. Okay. Še zmer pa seveda se en tak podvig rabiš. No. Rabiš, če ne drugega, testne treninge. Ne. Ker tudi, moš vedeti, tudi jaz, ko sem šel na 10-kratnega, ne, jaz sem imel od vseh tekmovalcev delež najmanj kilometrov v nogah. Ne. Ker enostavno nisem imel časa trenirati. Ne. Sem si pa dal v bistvu, bom rekel, približno mesec pa pol pred tem, sem naredil pa trojni Ironman kot trening. Ne. In tisti mi je bil pokazatelj, da sem mentalno dovolj pripravljen, pa konec koncev, da tudi telo zdržalo vsaj trojni Ironman. Kaj pa delaš za mentalno pripravljenost? Life. Nekaj si rekel, ne, da bi več treniral na mentalu. Kaj to pomeni? Kako to zgleda? Malo več vizualiziraš. No. Okay. Veš, malo več vizualiziraš, pač razmišljaš o tem. No. Razmišljaš o tem, ne. Ampak jaz mislim, da meni je dal, pa sem imel res čudovito življenje, ne, bom rekel, ne, nisem imel nobenih travm, nič, ne. Ampak življenje, pa tempo življenja so mi dali neko to moč, ne. Da ni zmer lahko, da kdaj moraš potrpeti, kdaj si utrujen. Vse to je en tak ultra preizkušnja. Pa ne sem triatlon, tudi ne vem, teki. Mi imamo v Sloveniji ogromen fantov pa punc, ki tečejo te 100 mil dolge teke, recimo po hribih, ne, ali pa še daljše, ali pa 300 kilometrske teke. Ne. Tako da Slovenija je itak en tak narod. Ne. Jaz nisem čisto nič posebenega tukaj. Ne. Poznam fante pa punce, ki so res kapajem dol. Tukaj moraš razmišljati, moraš pač o svojem cilju, ki si ga zastaviš. No. Ok, se pravi, če bi zdaj se odločil, da greš čez eno leto na 20, ko bi začel mentalno se že pripravljati, se pravi, vizualizirati, ne? In kako je pa izgledal ta fizični del treninga? Ja, fizični del je pa seveda tukaj, to je pri meni glavna komponenta. Pač jaz želim, kot prvo sem trener, ne? Tudi zgled nekaj pove. Ne? Zdaj, če pogledamo poprečnega, bomo rekel, tekača, recimo maratonca, pa karkoli, ne?
se je hiter, se je vzdržljiv, zdaj da mu daš pa 2 vrečki iz špara zanest ali pa kolikoli, se bo pa sesedel. In predvsem jaz sem 177 visok, pa 80 kg imam. To je za vzdržljivostnega športnika preveč. In kot prvo bi seveda mogel vsaj 5 kg dol biti, ne glede na to, ker pač vsaka kila se pozna pri taki dolžini. In pa seveda posledično mogoče kakšen dan manj v fitnessu, kakšen dan več na cesti ali pa v bazenu. To je to. Pa tako, kot sem prej rekel, vsake toliko časa sebe presenetiti z nekim daljšim, napornejšim treningom, ki ti pač poleg neke vzdržljivosti pa neke fizične priprave da tudi mentalno. Ok, polko si šel spravi nazaj 2017, si tudi imel neke vrste cilj, da postaviš svetovni rekord, da takrat ti ni bilo več do tega? Ne, takrat sem imel realne predstave. Sem imel realne predstave, ker sem vedel v bistvu, koliko sem pripravljen, oziroma z drugimi besedami, koliko nisem bil pripravljen. Tako da nisem neke sanje o tem. Meni bo edini cilj, da pridem do konca. Pa moram reči, že nisem imel nobenih problemov. Res nisem imel nobenih problemov. Tudi so bile dirke, ki sem jih vozil, ki sem jih tudi, da ne bo pomote, predvsem kolesarske, tekaške, ultra govorim, ko sem jih odstopil, ko mi je glava odpovedala ali pa je telo odpovedalo tudi. Ampak tukaj pa nisem nikoli, niti za trenutek nisem pomislil na to, da ne bi prišel do konca. Mi je bil pa to edini cilj. Pridi do konca. Pridi do konca, prav, da naredim cilj, da pridem skozi cilj, pa istočasno seveda sem bil malo motiviran tudi z te strani, ker smo tudi takrat v bistvu istočasno zbirali sredstva za družine v stiski. Pač ljudje so me spremljali, istočasno pa nekako donirali. Tako da je bil to še ena dodatna motivacija za mene. Si odtekel v Sloveniji? Ne, to je bilo v Švici. Aha, to je bilo tekmovanje v Švici. Tako. Ok. Kaj pa se pravi, a te je tukaj ta prvi, rečemo, poraz, ko si odstopil na prvem, te je motiviral, ali sploh te ni vplivalo potem na naslednjo? Kako je tisti del, tisti prvi torej poskus vplival na ta drugi poskus? Ne, niti slučajno ni vplival. Konec koncev je bilo to 8 let nazaj, sem že pozabil, vmes sem še na kakšni dirki odstopil, tako da to ni problema. Pač to moraš se zavedati tega, da to poraz je del življenja. Sej ne moreš ti zdaj pričakovati, da boš pa čisto vse, česar se bo šlo, to, da ti bo pa uspela. Pa to ne govorim zdaj samo za šport, ampak na vseh področjih življenja. In ne, seveda, ne moram reči, da mi je bilo vse, ko sem odstopil, ampak ni bilo pa nobenih, niti mal ni padala neka tista moja motivacija za cilje, ki sem si jih postavil za naprej. Si se tega priučil, ali je to bilo vedno v tebi, da poraz pač ni nič posebnega, gremo dalje? Se spomniš mogoče kakšnega poraza, kot je bolj prizadel, pa si imel potem zaradi tega kakšne izzive ali karkoli? Ne. Pač jaz pravim, to imamo ljudje vse, ali pa nima. Tako, ko imamo sočutje ali pa to občutek do humanitarnosti ali pa vse te zadeve. Pač to imaš ali pa nimaš. Zelo težko je kakšne take stvari se priučiti. Tako da, ne, mogoče sem dobil od staršev, a veš, itak veliko dobiš od staršev. Imam čudovita starša, ki sta mi dala, po eni strani mi je dal oče ta šport, pa to, kako je treba garati. Po drugi strani je bila mama, ki je bila višja medicinska sestra na Kološkem, pa je imela ta občutek, to sočutje, mi je dala to plat in jaz mislim, da sem pač enostavno nekako v desazga malo potegnil in Katere so pa tvoje vrednote, ki ti najbolj pomenijo? Ok, ena družina, to smo že pogruntali, pa zdravje, je še kakšna vrednota, ki ti res pomeni? Je sigurno to pomoč za človeka. To mislim, da brez tega si sploh ne predstavljam. Odkje pa ta, sklepam mogoče celo od mame, ampak ta potreba, da dejansko pomagaš, ker ko sem preveril tudi tvoje pač vsebine, je bilo rečeno, da ti si hotel vsakemu pomagati. Kje je to izviralo? Zakaj je ta potreba bila tako močna? Kaj se ne vem, vse vsako nekomu pomaga, da ve, kako se počuti. Ne vem,
Rečeš tudi, da je to sebično, kakorkoli, veš, da ko nekomu pomagaš, da dobiš tisti feeling. Ampak pač ja, meni je všeč lahko nekomu, pa ne govorim tukaj zdaj samo o humanitarnosti, v nekih denarnih sredstvih, pa to si dosti že, ne vem, da nekomu odstopiš, sedeš na avtobusu ali pa da, ne vem, pospremaš gospod čez prehod za pešce, ali pa nekoga samo objameš v primernem trenutku. Veš, to so ta majhna dejanja, ki delajo konec koncev svet boljši. Veš, tako da... Ok, in evo, zdaj smo šla malo še na humanitarni del. Kaj je bila tvoja prva akcija? Prva dobrodelna zadeva? Prva humanitarna je bila 5-kratni dobrodelni Ironman. Jaz sem takrat, ko sem zaključil nekje 2009-2010 s temi ultratriatloni, ker sem pač fizično, psihično, mentalno mečkem bil na podnu, sem nekako s takratnim sponzorjem najdel v bistvu eno idejo, mislim, se je porodila ideja, da bi naredili pa 5-kratni dobrodelni Ironman v Sloveniji, se pravi, jaz bi naredil 5-kratni Ironman po Sloveniji, ljudje bi se nam priključili, donirali in vse takrat bi sredstva predali takrat zavodu Malči Belič. Tako da, to je bila prva zadeva, pa tako, kot sem ti enkrat že povedal, se je izjalovila malo, predvsem organizacijsko, ampak kakorkoli, bom rekel tako, takrat sem bil res na tleh, ogromnega truda sem vložil v to, fizične, mentalne priprave. Takrat sem bil tako, bom rekel, nekje na meji, a veš, tisti, ki te včasih zatrese, pa si rečeš, a je to, a se jaz vidim v tem, Ampak ja, je bil v bistvu trenutek, ki se je mogel zgoditi, zato da smo mi potem začeli pa štartali vse v te naše humanitarne projekte, ker smo pač seveda potem humanitarne projekte zbrali na drug način, se je mogel zgoditi, zato da smo danes tukaj, ki smo. Seveda ti si takrat ustanovil Never Give Up fundacijo ali že prej potem? Ne, v bistvu Never Give Up je v bistvu nekako sopadala z plastičnimi pokrovčki. Se pravi zamaški, ki smo jih zbirali takrat po celi Sloveniji. Sem bil takrat v Vipavi še zmeraj zaposlen, v vojski. Poleg tega, da sem delal treninge, seveda, sem dobil posluh Slovenske vojske, da mi je omogočila, da so mi dali en velik sprinter kombi in jaz sem takrat po celi Sloveniji vozil in pobiral te zamaške, ker zakaj? Takrat se je zgodilo to, da so ljudje že zbirali zamaške, niso imeli po možnosti te zamaške zbrane prepeljati v Mežico, na Koroško, kjer je bil ta odkupni center. In jaz sem takrat se vozil po celi Sloveniji tiste zamaške na lagu in jih vozil tole v Mežico. In istočasno sem se pač povezal s temi ljudmi, ki so pa tudi pomagali, pa ki smo tudi zbirali za nekatere. In takrat je prišla ideja, da bi v bistvu potem združili moči za to, da bi lahko tudi pomagali zgodbam v prihodnosti. In tako je nastal v bistvu Never Give Up. To je bilo katerega leta? 2010. Torej po tvojem poskusu, ok. Se potem takrat nisi več toliko treniral, verjetno, ker če si se cele dneve vozil po Sloveniji. Mislim, treniral sem še, ker jaz sem, bom rekel tako, nisem toliko spet, kot sem takrat, ampak vem, da sem 2013, je bil svetovni pokal v Sloveniji, v Bakovcih, in vem, da sem takrat, je bil nek tak pogovor, čisto sproščen, sem rekel, enemu kolegu sem rekel, lej, če nameniš 1000 evrov Never Give Up za eno zgodbo, ki smo jo rabili pomoč takrat, grem jaz na dirko svetovnega pokala v dvojnem Ironmanu. In rekel, roka, mi je dal 1000 evrov in sem šel in sem celo zmagal to dirko. Tako da v bistvu sem bil še zmer pripravljen, ne toliko seveda, kot sem bil prej, ampak sem pa bil. Res fenomen, svaka čast. Ok, in potem se pravi, takrat si naredil ta 5-kratni Ironman. Kaj pa tem naprej sledilo? Kakšne so bile še akcije? Ja, potem smo pa začeli s tem našim, bom rekel, največjim projektom do takrat, se pravi 10 krogov za 10 nasmehov. To pomeni pa, da smo v 10 krajih, v 10 dneh, v 10 krajih po Sloveniji odtekli 10 maratonov. Na začetku sem še to jaz sam delal, se pravi,
smo šli na stadion, sem tekel 10 maratonov, ljudje so se v tistih 4-5 urah lahko pridružili, pridali, donirali in tako smo v bistvu po celi Sloveniji krožili. Ta projekt je 9 let zapored traja. 9 let zapored trajal, ampak enostavno potem je bilo preveč. Preveč. Ti moraš vedeti, mi smo bili vsi v službah, mi smo vsi prostovoljci. In tako je približno potekal dan. Mi smo zjutraj se usedali v Ljubljani v avte, pa v kamion, oziroma kombi, kar smo imeli. Smo se odpeljali recimo v Mursko Soboto, smo tam vse postavili, cel dogodek, odtekli maraton, vse skupaj pospravili, se odpeljali nazaj v Ljubljano in naslednji dan zgodbe ponovili. In je bilo preveč. Preveč enega dela, preveč enega odrekanja za konec koncev premal izkupička. Istočasno, oziroma 1 leto kasneje smo začeli pa z rutinnim tekom na Bledu, kar je pa še zmeraj poteka. Leto smo imeli 11. izvedbo. To je pa zadeva, ki je pa 48-urni dobrodelni dogodek na Bledu, se pravi se kroži okrog Bleda, hodi, laufa, kakorkola, in imajo ljudje čas 48 ur, da pridejo na Bled, pa pač donirajo seveda, nekaj naredijo dobrega zase, se malo podružimo. To je to. Je bil Bled izbran z razlogom? To je pa v bistvu zasluga, zato gre v bistvu Primožu Gašpercu, tudi enemu našemu članu, ki pa je takrat prvo leto organiziral 12-urni tek okrog Bleda, in nadgradnja tistega je bilo pa rutin tek, v spomin na Rut Podgorni Kreške, je bila tudi, bom rekel, znana Slovenka, znana ultra maratonka, in je premenula pač iz tega po tem 12-urnem teku, ki je bila še tam z nami, je pa premenula tisto zimo in pa smo včasni v bistvu zadevo povečali, ker je bila ultrašica, pa istočasno posvetili ime projekta njej. Mislim, ker Bled ima konkretno težavo s parkingom, ali ni še toliko to obiskano, da bi to se izkazalo za večji problem? Ja, v bistvu zdaj smo imeli, bom rekel, preko 1300 ljudi, se pravi februarja. Se pravi udeležencev tega? Udeležencev je veliko. Pač seveda mi poskrbimo, da imamo tisto parkirišče, rezerviramo dol pri Veslaškem centru, vse ostalo se pa pol ljudje nekako znajde, ampak vsi te ljudje, ki pridejo k nam, vzamejo to zakup. Vzamejo to zakup, vejo, da pač seveda ne more biti vse idealno, ni to Ljubljanski maraton, konec koncev, čeprav tudi tam se znajti, kakorkoli je, ampak vejo, da, bom tako rekel, tudi če bi 10 km mogli peš hoditi do nas, da donirajo sredstva, pa da naredijo nekaj dobrega, bi to naredili. Tako bom rekel. Je tukaj tudi kaj vpletenih sponzorjev takšnega dogodka? Ja, to so v bistvu, seveda tukaj moram povedati, mi imamo že v bistvu 15 let 100% donacijo. To pomeni, da čisto vsak evro, ki ga udeleženci namenijo izbranim družinam, gre naprej. In zato se moramo mi pomagati, da tak projekt izpeljemo z sponzorji. Hvala Bogu, da zdaj da smo skozi imeli nekoga, vsaj kaj izmed večjih sponzorjev, najbrž ne smemo omeniti. V glavnem bom rekel, do zdaj nam je veliko, moramo omeniti, pomagal Lidl Slovenija, zadnje čase je pa pristopil Generali, in pač z Lidlovo pomočjo v preteklosti, pa z Generalijevo zdaj v sedanjosti, lahko izpeljemo te projekte. Je pa to tako, tak projekt, kakorkoli stiskaš, si malo prvošeš, še zmer par tisoč evrov. Tako da, še posebej zaradi tega, ker vsak udeleženec, ki pride, dobi neko darilno vrečko, nek spomin, ki ga potem nese domov. Kako se pa ti počutiš po zaključku takšnih projektov? Verjetno utrujen, ampak poln energije. Ja. Moš vedeti, mi tudi 48 ur ne spimo skupaj, ker ta dogodek se dogaja tudi po noč. Sej imamo čudovito ekipo, če dalje močnejša je, tako da pomaga, so ogromno prostovoljcev, ampak seveda, če si 48 ur tam, to ni poletje, to je zima, in tako, že ko stojiš na mesto Blejskem jezeru, ko ima 0 stopinj ali pa minus, zahteva od tebe neko dodatno energijo. Ampak je fajn, predvsem zaradi tega, ker tam recimo, predstavljaš si 300 ljudi, ki pride tam na kup, pa vsi
imajo veliko srce, pa vsi pozitivno razmišljajo. To je enostavno veselje, energija, prav čutiš energijo v zraku, kako te polne. No. Tako da res je tak full dober feeling. Ja, na koncu si zjeban v nedeljo zvečer, ne? Ampak odneseš pa marsikaj. No. Kaj, če bi se kdo želel pridružiti, da pomaga, kako lahko to naredi, kje te dobi ali pa kako pride v stik z društvom? Z največjim veseljem me lahko kontaktira kamorkoli, matej@nevergiveup.si na našo spletno stran, ki jo bomo imeli zdaj prenovljeno, moram reči. Ne? Hvala Eli za to. In kamorkoli na naš Facebook profil, ki je zelo močen. Celo Instagram smo zalaufali zdaj. No? Ja, TikTok si že razmišljal? Ne, že Instagram ni moja domena. Ne, v glavnem, kamorkoli nam napiše, zmeraj odgovorimo. No, veseli bomo vsega. In kaj se veš? Rabiš svežo moč. No, se to, si se dotaknil ene teme, ki je pa meni tudi po eni strani tako zanimiva z tvojega stališča. Namreč, ti si dosegel res ogromne uspehe na mednarodni ravni, svetovni prvak ni, da ni, hkrati je ogromno naredil za soljudi, ampak sam po sebi nisi znana osebnost. Ne izkoriščaš na noben način tega dejansko, da bi ti lahko bil zaradi tega definiran kot evo, ti si pa znan človek. Ne? Se pravi, ljudje te poznajo, mar se to je slišal, ampak ni to tako kot nekateri, ki se z dobrodelnostjo res si naredijo ime in potem zaradi tega tudi pride do sponzorjev pa vseh ostalih stvari. Si kdaj razmišljal, da bi tukaj malo bolj profesionaliziral ta pristop, ali ti pa še dela to tako, kot delaš zdaj? Jaz imam en osnovni problem, ne? In to je, da nisem sposoben selfija narediti. In tukaj že pogorim na celi črti. Ni, pač se pravim, jaz nisem nikoli to, sej se trudim, zdaj se trudim ali pa objavljam, ampak brez selfija. Res selfija, ne vem zakaj, ampak ne morem. Ni problem se mi z kom slikati, pa objavim to ni problem. Ampak da bom pa, ne vem, tam imel $1 million smile, pa se slikal, to pa ne. Ampak se trudim zdaj, no, tudi bom rekel, da sem večkrat bolj aktiven na svoji Facebook strani, na MM trening centru, pa na Instagramu, tako da malo, no, ne toliko, da bi jaz karkoli imel od tega, ne, ampak da me ljudje ne pozabijo, ko pride do trenutka, ko recimo bi jaz rad povabil na kakšen humanitarni dogodek, ne, ali pa ko moramo kakšno zgodbo čez noč rešiti, ne, ker moram reči, jaz imam poln FB profil in včasih, ko jaz objavim, na svojem profilu več dosežem, kot če na Never Give Up. Ne. In moram tudi reči tukaj, in se v tem primeru zahvaljujem, ne, da kadarkoli smo imeli kakšnokoli zgodbo, ki smo mogli, ne vem, da je mamica, kakšna samohranilka rabila to in to nujno, ne, čez noč. Jaz sem samo na svojem Facebook profilu objavil, ne, da to in to potrebujemo. Ne bo takoj. Takoj smo rešili zadeve. Ne. Tako da vem, da so te mediji, ne, ključ od tega, ampak verjemi, da imam več kot preveč stvari v življenju in ne rabim nobene dodatne aktivnosti več in sem čisto zadovoljen, da je tako, ko je. No. Torej, če bi nekdo želel pomagati, zdaj tebi pa društvu, dejansko se lahko javi, da je tvoj sledilec in ti dela selfije in podobne stvari namesto tebe. Karkoli, da bo pomagal društvu. Ja, tukaj, kar si omenil projekte, se ti tudi jaz moram zahvaliti, ne pred enim letom približno, sva tudi nadjeno eno majhno akcijo z enom prijateljco, ko je izgubila takrat v ne tistih poplavah, ko je cela Slovenija, ampak je res čist individualni poplavi z hišo praktično, tako da si tudi pristopil in res hvala za takratno akcijo. Tako da vidiš v zadnjih letih, da humanitarnost v Sloveniji raste, stagnira, pada, kako je kaj, ker zdaj govorimo o času, ne, ko postaja težje, ne, cene hodijo gor, inflacija, vse skupaj, a so ljudje, ki manj radodarni, pa ne, ker ne bi hoteli biti, ampak si mogoče ne more privoščiti, ali načeloma je to še vedno prisotno? Ne, jaz mislim, da Slovenija je itak fenomena, veš. Fenomen, glede na to, koliko smo ljudje pripravljeni pomagati, pa koliko pomagamo, ne, koliko enih humanitarnih društv, humanitarnih organizacij, ne. In vedno jaz mislim, da majhen človek pomaga. Tisk, ki pač nima veliko, si lahko zmer, ali pa ima zelo, zelo, zelo malo, pa da 5 evrov, pa da 10 evrov. In teh ljudi je veliko, hvala Bogu, teh ljudi je veliko.
In na tak način se v bistvu sredstva zbirajo. Jaz mislim, da humanitarnost nič ne upada. Ne upada, pač enostavno živimo v taki državi, smo obkroženi s takimi ljudmi, da ne, vse prav, da ne vem, sosedo krava crkne, ne, ampak če bi bilo pa treba, mu da pa tudi svojo kravo, če se razumeva. Saj ni to zanimivo, ta dualnost Slovencev, ne? Ja. Kaj so potem zdaj naslednji načrti glede humanitarnosti? Zdaj, ja, moram reči, da smo zdaj v bistvu se pravim, poleg rutinga teka, ki je zdaj naš prvenc, ki je naš vodilni konj, no, smo zaštartali lansko leto Šmarno goro. Tako da bom rekel zelo tak lušen projekt. Letos ga dvigujemo na 24 ur Šmarne gore. Kdaj bo to približno? Mislim, da ali če imaš točen datum? Imam točen datum, se pravi, to je zadnja sobota v septembru. Okay. Ja, zdaj, točno ne vem, čisto, kjer pride, ampak v glavnem zadnja sobota v septembru od 12 do 12. Se pravi, ljudje bodo imeli 24 ur časa, da pridejo gor, donirajo, se podružijo. Ne? To ne pomeni, da moraš 24 ur hoditi, ne? Ampak ne. In tukaj res jaz se vmes malo zahvaljujem, zato ker tukaj bi se Nuši Ledinkovi zahvalil, ne? Se pravi, ki ima gostilno Ledine gor, ki nam odstopi prostor, ki zmer za vse udeležence poskrbi s čajem, s prijaznostjo, z vsem, tako da to je ta projekt. Potem pa ne vem, itek skozi cel let kakšne manjše projekte delamo, ne? Zdaj smo tudi mogoče že ratali tudi tako prepoznavni, da se kdaj kakšno obrne na nas kot, ne vem, se pravi kot filter, ne? Da lahko nekaj sredstva spravimo do nekoga, ne? V smislu tega, da ne plača davka. Ne? Drugače pa tako si ideje skozi, veš, Rok. Ideje so skozi, sam problem je tem, ker nimamo časa, da bi to realizirali. Tako da, če ima kdo kakršenkoli idejo, kako lahko naredimo, ne vem, kaj ekstremenega, humanitarnega, polepšamo svet, naj se mi javno une naslove, ki sem rekel, pač ne drugega bomo vsaj premislili o tem. Fuldora. Se bomo dali po mojem tudi dol v opisih povezave do vseh teh stvari. Tudi mi dva imava še en projekt, kjer sva se malo povezala. To je bil v bistvu način, kako sva se spoznala. Takrat naj je Robert Schmidt povezal in bomo delali en dogodek, kjer se bo tudi deloma vse, kar bomo zbrali iz dogodka, financiralo. Zdaj, ta dogodek se sicer premaknil, ne vem niti, če veš, ampak iz oktobra na maj 2026, ko pride Sean v Slovenijo in bomo delali torej večer zmagovalcev in tam bo tudi Never Give Up prisoten, kjer se bo potem doniralo za Onkoman. Spravi za moške, ki smo imeli raka v življenju oziroma ki pa se trenutno soočajo s temi izzivi. Tako da res hvala ti, da si tudi tukaj pristopil zraven za podporo in verjamem, da bo tudi tukaj ena uspešna zgodba. Da mi povej, zdaj ti si mi tudi rekel, da rad bereš. A je kakšna knjiga, poleg svoje, ki bi res rekel, da te tako v življenju inspirirala malo bolj, ki bi rekel, da je morate to prebrati? Mislim, pri meni je tako, da berem na dveh v bistvu v narekovajih frontah, ne, tematski, ne, se pravi zgodovinske romane, ne, pa ta filozofija, ne, tudi se pravi, kaj to, knjige za samo pomoč, ne, ker nikoli ne moreš negativno potegniti do tega, kaj dobrega prebereš. No. Ampak recimo na tej fronti, se pravi filozofija, pa to je meni zelo bliz dnevnik Marka Aurelija. Ja, Cesarja Marka Aurelija. To se pravi stojka, ne, se pravi so že takrat, ne, kaj je to, 2000 plus let nazaj vedeli, kaj je bistveno, oziroma vmes smo malo pozabili, ne. Tako da je mogoče ali pa kakšen senek ali pa kaj tazga, no, te stari filozofije, ne. Če ima pa kdo rad zgodovino, ne, je pa trilogija Velikanov, je pa zadeva, ki pele 5 družin skozi obdobje pred prvo svetovno vojno, pa vse do vietnamske vojne. Moram pa reči, da ima pa približno vse skupaj 2000 strani. No. Ampak sem dvakrat prebral, tukaj mi je bila zanimiva. Tako da tukaj, no, na teh dveh frontah se gibam. Mi všeč, kada pridemo z dodatnimi idejami, zaradi tega, ker večina nas gre v to klasično smer, ne, teh znanih avtorjev, ti si pa tukaj izbral res nekaj, kar je mogoče manj znano, ampak toliko bolj mogoče pomembno,
da bi ljudje spoznali. Ampak tukaj moram reči, da recimo marsikaj sem zvedel iz teh knjig, v bistvu za, ne vem, v narekovaj za samo pomoč, ne? Ker oni citirajo tudi določene avtorje. Jaz zmeraj v bistvu, ko grem skozi neko knjigo, ne, pa bom rekel, jaz grem na uno področje, kjer so te knjige, oziroma v knjižnici tam, kjer so knjige, in pol včasih kar na pamet. Ne. Imam pa to, da ko berem neko knjigo in ko vidim kakšen dober citat, ali pa karkoli, ali pa priporočilo, kakšne knjige si zapišem to. Ne. In pol naslednjič pač to vzameš. Ne. To je tako ena fajn zadeva. Ne. In sem že marsikero dobro knjigo v bistvu na ta način, ki jo drugače najbrž ne bi niti prebral. Ne. Okay, in že ko si omenil citat, katera je tvoja misel, citat, ki ste tako res te spremljate skozi življenje? Bom rekel tako, in to se nanaša na celo življenje, ne? Na vse, kar sem jaz do zdaj počel. Ne? Je neformalni citat tujske lege. To je hodi ali umri. Ne? Se pravi, bistvo tega je, da se ne smeš v življenju ustaviti. Ja? Ko se ustaviš, umreš. Ne? Govorim prenesenem pomenu, seveda. Ne? Se pravi, vedno moraš imeti nek drive, ki te pele naprej. Zmer so to one mečkene cilji, mečkene zmage. Ne? Sej to je lahko tudi, ne vem, da presenetiš ženo s kakšno večerjo. Tudi to je v bistvu zadeva. Ne da priješ nek odnos, da se rečeš, ok, zdaj sem poročen, zdaj to ne. Gremo. Ne? Skozi moraš mečkene cilje postavljati, zato da živiš, da hodiš naprej. Dobro. Je že kakršenkoli detajl v tvojem življenju, ki misliš, da bi izpadal tukaj v zgodbe neuspeha ali pa zgodbe uspeha na koncu dneva, da bi ga rad izpostavil, zato da publika še kaj izve, ker mogoče nisi še niti napisal knjige ali pa karkoli. Mislim, zdaj, ko si knjigo omenil, jaz imam še 2 knjige v planu. Okay, ja, to je spet čakam malo. Bom rekel, tudi naslov ena imam že. Ja. A sam pišeš knjigo ali imaš nekoga, ki ti pomaga? Sam. Bom rekel, tako je tako. No? Zdaj, to knjigo, ki sem jaz napisal, sem napisal v 14 dneh. Imel sem kazalo približno 3 leta napisan. Pa je bil pa nek klik in se ga v 14 dneh napisal. Po eni strani mi je mogoče žal, da sem jo napisal, ker bi jo drugače napisal zdaj. Po drugi strani sem se pa rekel, ok, lej, tisto kljukce moram narediti, se veš, sin, otrok pa drevo, ali nekaj tazga. Ne, sin, se pravi knjiga pa drevo, ne, po neki teh vzhodnjaški filozofiji, da to moraš kao narediti. V glavnem, ja, te 2 knjige imam še v planu, da jih spišem. Drugače pa tako, tisto, bi rad nekomu dal, ali pa če bi se nekdo od tega pogovora nekaj odnesel, je to, da moraš biti potrpežljiv. Vztrajen, potrpežljiv, imeti veliko ljubezni, se zaveda, da nič dobrega ne prije z danes na jutri. Ker na vseh teh področjih, ki smo se danes pogovarjali, sem jaz padal. A veš, moš vedeti, da dokaj sem jaz 2 trening centra ustvaril, ok, zdaj imam samo še enega, sem jaz začel, ne vem, na Žaku, v Dežju, s 3 prijatelji, od tega mi 2 nista plačevala. Tako se je začela moja pot. Pa je vmes to padlo, da nisem vedel, a se mi sploh še splača, pa sem vztrajal. Isto je bilo v dobrodelnosti, se pravi z unim polomom na 5-kratnem dobrodelnem Ironmanu. Isto je bilo z športom. Posod je v bistvu so vzponi pa padci, ampak če verjameš vase, pa če vztrajaš, a veš, tudi to privat življenje moje. Ti povem, pri ščeri, ki jo imam na Koroškem, so bila taka obdobja, da ti ne moram povedati, si imam primer. Jaz sem 3 mesece zapored hodil na Koroško, ker bi takrat pač ščera še mogoče, bom rekel, čisto odkrito malo zmanipulirana, ker sem se vozil uro pa pol gor, sem pozvonil, pa sem dal samo lupčkaj na vratih, ker ni hotela z mano ven, pa sem se obrnil, pa sem šel nazaj. 3 mesece. A veš, da mi je bilo težko. Ful težko, ampak sem vztrajal. In danes imam čudovit odnos. Ja.
Zato se spomnim poleti, ko smo se nekaj dopisovali in si mi rekel, evo, zdaj se pa vozim iz enega otoka na drugi otok, sem zato, da bo par ur. Ne, ja. Tudi to je, tudi na morju, ne, iz Paga na Lošine. Take fore, ja. Veš, to so stvari, ki jih res občudujem pri tebi. Ja, in upam, da se bodo ljudje malo tudi zamislili, da dobijo neko inspiracijo. Ti drž verjetno tudi dosti, kad se soočiš z ljudmi, ki imajo pomanjkanje motivacije. Imamo. Če bi imel dovolj motivacije, bi verjetno hodil k tebi redno že. Ampak kako jim pomagaš pri tem? A jim sploh znaš pomagati? Ker motivacija je kar, bomo rekli, ena rak rana na splošno ljudi, se mi zdi. In jaz še nisem našel načina, da jo umetno postvariš. Edini način, ki sem ga našel pri meni, da deluje to, kar si ti že povedal, majhni koraki, ki prinesejo počasi rezultate in pol kar naenkrat, ko delaš to že leto, dve, si motiviran. Mislim, danes ne rabim zjutraj biti motiviran, da se zbudim ali pa da grem delati ali pa nekaj, ampak včasih pa vem, da sem furamo. Kako pa ti pomagaš sploh tem, ko jih treniraš? To je to, ker ti imaš lahko ne vem kakšen strokovni tim, ne, same strokovnjake okrog sebe, pa če človek ne bo zmotiviran, ne, če ne bo najdel vir motivacije vse pa, ne, enostavno ga ne boš premaknil, ne bo dosegel cilja. Se pravi, ljudje morajo najti vir motivacije v sebi. Ja. In ko bojo najdel v sebi, takrat bojo lahko naredili one prve korake proti končnemu cilju. Če ti je cilj to, da boš ti na Instagram eno fotko pritegnil, tisti bo pač kratkoročen cilj, oziroma niti tega ne boš dosegel. Se pravi, bom rekel tako, eno življenje imamo. Eno življenje imamo. In če to življenje ne moreš izkoristiti, kaj je drugega? Kaj je drugega? Mislim, ker ljudje nažalost zmotivirajo samo takrat, ko zbolijo, ko se poškodujejo, ko so stari 70-80 let, ko stanejo sami, zakaj mora biti nek dogodek, ki se ti zgodi, vir motivacije? Zakaj ne zdaj, ko si konec koncev imaš vse možnosti? Pa imamo možnosti, ljudje imamo nore možnosti. Jaz kar ošpice dobim, ko mi nekdo reče, nimam časa. Ne me je, da nimaš časa. Če ga imam jaz, ga imaš tudi ti. A veš, te smo pač tako, vse ne vsi, seveda ne, vse premikamo na boljše, res se premikamo na boljše. Če dalje več ljudi vidiš, ki se rekreira po hribih, na cestih vidiš, ko kolesarijo, ko laufajo, hvala Bogu, čeprav moj oče ošpice dobi, ampak za štrom bicikle. Zakaj? Zato, ker se zdaj lahko neka gospa ali pa gospod usedeta na kolo, pa se zapeljeta iz Kamnika v Ljubljano na kavico, ker si prej nista mogla, recimo. Vse te zadeve se dogajajo, grejo pozitivno. Ampak predvsem bi položil ljudem na srce, dajte začeti živeti. Ne rabite maratona prelaufati, ne rabite, gazelo dobiti za najbolj uspešnega podjetnika, ne rabite ne vem kaj, Vse so to majčkane stvari, ki te vlečejo naprej. Pa probaj, peš na brezje pismo, veš. Banalen primer. To je to, ker ljudje morajo začeti živeti. Ker včasih je prepozno. Jaz mislim, da bi kar tukaj naredil zdaj en zaključek vsemu skupaj. Ker če greva zdaj naprej v debato, bova še kakšno uro skupaj. Jaz bi se ti res rad zahvalil za tvoj čas, da si našel v svojem morniku ta trenutek, da si prišel tukaj z mano se pogovarjati. In res, da nas obveščaj, na socialnih omrežjih, vseeno objavi kaj več, ker mislim, da je danes tudi verjetno dobil kakšen od gledalcev, poslušalcev, kakšno idejo, da se pridruži in veš, če ne objaviš, ne moramo vedeti vsega. Tako da, hvala ti za vse skupaj. Hvala tebi. Zdaj pa, gledalci, hvala vam tudi, da ste si pogledali to epizodo. Lajkajte, šerajte, komentirajte, veseli bomo vsake podpore, vsakega delčka vaše energije in upam, da ste dobili tudi danes zase kakšno inspiracijo, zato da bo jutrišnji dan boljši, kot je bil današnji. Hvala.